Ker smo že glih par orgih, če grem jaz na tvojo Wikipedijo, mislim, da imaš njih 22 timov, s katerih si igral. Wikipedija ima neumno glede tega, kakšne ekipe, ki sploh nisem bil nikoli del ali pa kaj tacga, kar napišejo, da sem bil zraven pa to, ne. Tako realistično bi rekel, da sem imel, ne vem, 5-6 ekip v life-u, maybe, ne. Wikipedia ful pretirava s tem. A mogoče lahko razložiš v bistvu, kako poteka v bistvu situacija v takih ekipah, ki niso prvi rank, ne? Sprav, kakšna je situacija? Vi ste vedno remote ali se kdaj dobite? Imate kakšne gaming house, so tudi kakšni strateški, analitični coachi, imate kakšne psihologe, kakšna je oblika organizacije? Imaš dosti vsega svašta, really depends od ekipe. Drugače je pa ful tako problema, ne. Recimo coachi bi rekel, da do zadnjih 2 let so bili vsi complete dog shit. Bi rekel, da v zadnjih 2 letih sem actually imel coacha, pa zdaj imam coacha, ki sem ga že prej pa ga poznam, pa sem ga v to ekipo dal, ka dejansko je nekaj naredil. Tako, this guy actually taught me something, tako nekaj mi je pomagal. Čakaj, kdo je zdaj vaš coach? Nek dans, ne random. Jaz sem te hotel vprašati, prej sem že razmišljal, če bi zdaj primerjal coacha, ki ga ima zdaj z legendarnim Daylorjem. S kom? Daylor. Takrat sem nekaj spremljal. Pač Daylor je bil drugače, bi rekel, da kar solid. Nam rekel, da je bil, nam ni rekel, da je ful lahko učil about the game, ker pač ni bil player sam po sebi pa to. Se mi pa zdi, da je imel kar dober approach, ful dobro strukturo, pa zdi se mi, da kar se tiče draftanja je bil kar dober, ne? Tako da Daylor bi rekel, lahko bi imel boljšega, sem bi pa rekel, da ni bil pa bad by any means. Pač delo je svoj job. Ti si govoril z njim tako. Ja, dosti osebno. Mene bi drugače skul. On je prišel, šel 18-0 in pa je tako rekel, ja, fuck it. Pri njemu je bil to, da on je bil za standarde average playerja definitivno prestroga, ne. On je bil pač kaj ti rekel, ne pit Coca-Cola v take zadeva, ne, pa da to so folki, in pač to je bil mogoče problem, tudi zaradi tega je bil eventually replaced, ne, ker pač so kao malo clashali s določenimi playerji pa to, ne. In so mogli prevzeti eno stran, Ork je mogel prevzeti. Ja, in bada bo Ork bo vedno na strani playerja, no matter what, razen če je coach nekaj, razen če bo coach faker, bo vedno Ork na strani playerja, še posebej svojega superstar playerja. Bil sem recimo v ekipah, kjer se mi zdi, da je bil superstar player daleč največji problem in pač Ork bil na njegovi strani. Ker po ene strani ne razumem, ne, ker recimo on je pač superstar, ker recimo nationality od organizacije, zaradi tega tudi največji fanbase, pa to je in a way najbolj valuable za Ork iz business perspektiva. In pol odvisno, kaj bolj veljaš, to, da bo pač tim dober, bo zmagal, ali to, da bojo pač folki njega sakal off. In se mi zdi, da pač bojo načeloma Ork boraj njega sakal off, ne. Cash is the winner. Sem pa Listov niti ni da bi nek insane cash imel, sem pač imajo upanje na to, da bo eventually. Že to. Ja. Kot idol, basically. Naprimer, ta org, recimo, to je bil pač v LDLC-u, zdaj bo pač ta org propadel, ne? Mislim, propadel. LDLC. Org ne bo nikoli propadel, ker to je največji, to je največji electronics pač org v Franciji, to ne bo nikoli propadel, bojo pa zaprli svoj e-sports division, ker ga imajo že 10 let in obviously so pogruntali, da they're never gonna make anything from this in se jim pač maybe enostavno ne splača. In ga bo zdaj pa actually čisto kinil, kar je kar seda, ne, so bili for sure pač best org, v katerem sem jaz bil. Sam se definitivno pa čutiš, ne, v teh orgih ta bias proti, ne vem, recimo, če imajo Frenče, bo imel raje imel Francoze, ne, Španci bo raje imel Špance, pa to ne opaziš ta bias, ne. Drugače pa prej, ker si sprašal glede gaming house-a pa to, pač sem bil doskrat v gaming house-u, naprimer v LDC-u sem bil skozi gaming house-u, od let sem bil po mojem, da saj pol leta plus pač v gaming house-u skozi. Pač malo tam, malo nazaj dan, pa to in je bilo kar v redu. V Španiji je bilo pa dosti isto, smo bili 3 mesece tam. In ne, pač, it's fine, nič ni posebenega, ne. Tako ima ups and downs, recimo. A si v Španiji igral v Superligi ali v kakšni drugi ligi? Superliga, ta LVP. Sam da se takrat imenovala Superliga Orange, ali nekaj tacga. Orange je pač bil ta main sponsor, ker to nek internet provider ali nekaj tacga, ne. Ista liga, v kateri sta tudi Nemes. Ja, da se takrat igral proti njima v bistvu. Točno, ti si igral v Koju, sem bil na Asus ROG, ja, Dumpster Fire. Ironman. Una je bila katastrofalna organizacija, in my opinion. Pač pa to res, to je bilo res katastrofa. Kaj je bilo, kateri aspekt tima? Mislim, da recimo, imeli smo pač coacha, pred njemu, no offense to him, on je bil drugač, pač ni bil dober, je bil pa vsaj tako nice guy, ful se je trudil, vidi se, da hoče pomagati, pa to sem pač enostavno, he was just not good enough, no offense to him, pač on je bil actually res full redo človek, res se je trudil, try hardo pa to, ne. Pa sem pa enega drugega coacha, ki je bil pa sam weird. Nam rekel, da je bil taki so najboljši. Pač nič ni bil nič tako nesramen, pa to pa meni zdaj kar vedel about the game, sem tako in general, tako socially bil sam. Socially je bil, socially in-depth. Pa res je bil čuden. Sam to ni bil niti problem. Steph je bil ok, coaching staff maja bil se sam le jebi ga, happens. Way too often in liga, ne. Zaradi tega se daje
coacha doskrat ta title kao paycheck stealer, ne. Pač to že bil, to je tako bolj mima, ne, bolj ka ne sem do neke mere res, ne. Koliko so pa coachi drugače plačani? To nimam pojma, sem recimo, koliko je v Franciji so bili plačani enaka playerja, ne. Enaka playerja, Zdaj vprašamo, koliko so pa playerji bili plačani v teh drugih ligah? Koliko se Španija pa. Ja, V regionalnih času, ligah, ne, jaz bi rekel, da tako, pač mi smo bili kaj, 2 do 2,5 na mesec, ne. Pa to je bilo 2,7, to je bilo To takrat je kar after dobro, taxes. Mislim, ne, to je bilo, to je bilo, before tax, valjda. Ja, Vse to ni bilo, vse tudi ne vem, koliko je to, ampak Okay, pač, ko ampak- se je LCS začel, ko so Slovenci šli tja, so mogli SP odpreti, pač pa so dobili najmene 4 ure 5. Ker je tako, pač sej, Ker sem jaz dobil offer za LCS, bi dobil, ne vem, ure pa pol, nekaj takega. a veš, to je, Sorry, pač ja, sej, a veš, če tako gledaš, a veš, sej 5 urjev je tako kar cash, ne, ampak za nekaj, kar boš pač kao delo 5 let in pa si zaključil, nimaš nobene šole, nimaš nič, ni life changing, ker US greš Pač tja, je kar dobro, Ja. sem ni pa nič. ni pa US greš tja, narediš 3 milije in rečeš tako, in si Ja, sem zaključil res z lifeom. pa Okay, se ampak glede na to, upokojiš da potem. da vas dosti slow bolajo, ali to pomeni, da vam providajo recimo druge necessity, kot Je valjda ne plačajo, housing, itak vse oni hrana, plačajo, ja, okej, valjda hrana okej. pa to vse so vedno oni Kaj plačali, ne. kaj pa drugi Če greš pač necessity? prav v gaming house, če živim Okej. doma, valjda ne, če greš prav Aha. v gaming house, ti pa načeloma zmeri orgo vse pokrije. Če pa ne greš, pa igraš remote. Načeloma se mi zdi, da če ima orgo gaming house, te bo dosti forsa, da greš in se mi zdi tudi neumen, zakaj ne bi šel. Ja. Ja, okay, se pravi, ampak liga mora biti dosti regionalna, se pravi pač dejansko prvi nivo pod LEC-jem. Ja, pač mora se mi actually splačati to, ne. Okay. Ali pa pač imajo slučajno že neko bajto, pa neko šta velika, ne.